O rejništvu in družinski zakonodaji komentar dneva Vida Berglez. Združenje Moč je pripravilo pripombe na predlog družinskega zakonika. Med drugim tole: sistem rejništva stigmatizira, je zastarel in diskriminatoren. V tem trenutku je odlična priložnost za korenite in kvalitetne spremembe. Prepričani smo, da razlogov za obstoj rejništva ni mogoče utemeljiti, zato predlagamo ukinitev sistema. Dejavnost vzgoje in varstva, nege in druge oskrbe na domu druge osebe za določen čas in na osnovi odplačne pogodbe seveda potrebujemo. Zato predlagamo umestitev tega področja prvič resorno pod Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za mladino, in drugič zakonodajno z uporabo obstoječe zakonodaje z področja vzgoje in varstva. V tem smislu bi seveda bila primerna ukinitev vseh izrazov na temo reja. Rejništvo, rejenec, rejnik, rejnina. Prav mogoče je, da bi bilo nujno katero od obstoječih rejništev ohraniti do naravnega zaključka, kar bi bilo po našem predlogu še vedno mogoče v okviru predpisa ZIRT. Sicer pa imamo v naši državi dovolj predpisov, ki urejajo vzgojo in varstvo pri drugih osebah, ki predvsem ščitijo standarde za opravljanje tovrstne dejavnosti in terjajo pedagoške veščine in znanja. Nenazadnje je v tem trenutku že omogočena podobna nastanitev ter vzgoja in varstvo v stanovanjskih skupnostih. Dosedanji specialni zakon o rejniški dejavnosti namreč povsem neutemeljeno izloči skupino otrok, ki nimajo druge skupne značilnosti, razen te, da ne morejo živeti pri starših, in jih umesti v sistem z znatno znižanimi standardi, tako v primerjavi z drugimi socialno-varstvenimi storitvami, kakor tudi z drugimi vzgojno-varstvenimi storitvami. Dejstvo je, da trenutni izvajalci rejniške dejavnosti nimajo pedagoške izobrazbe in pedagoških znanj in imajo znatno nižje, neustrezne ali nepreverjene nastanitvene, finančne, zdravstvene in druge standarde. Zato ne ustrezajo za vzgojo in varstvo nobenih drugih tujih otrok, razen rejencev. Centri za socialno delo, ki so predvideni za spremljanje in zagotavljanje rejništva, ne pa za izvajanje in nadziranje, prav tako nimajo pedagoškega kadra, ki bi zmogel ustrezno podpreti izvajalce dejavnosti. Najbolj diskriminatorno pa je, da obstoječe stanje evidentno in neutemeljeno znižuje tudi otrokov rejenčev standard pod prag tveganja revščine in tako rejencem ne zagotavlja dostojne življenjske ravni. Neumestna je uvrstitev izvajanja dejavnosti v družinsko zakonodajo, saj otrok z izvajalcem dejavnosti ni v družinskem razmerju. Po zbranih podatkih v pomembnem številu sedanjih rejništev živi izvajalec sam ali še s kakšno osebo, s katero ne predstavljata družine. In v registru imetnikov dovoljenj za opravljanje rejniške dejavnosti je registriran le izvajalec dejavnosti, le on je usposobljen in prav tako ima le on sklenjeno pogodbo za izvajanje dejavnosti. Osebe, ki živijo z izvajalcem, niso evidentirane ali v dejavnost kakorkoli zavezane, zgolj dejstvo, da živijo z izvajalcem dejavnosti, jim nalaga opravljanje rejniške dejavnosti. Po našem pravu otrok pridobi opravilno in poslovno sposobnost, ko dopolni 18 let. Po zbranih podatkih našega združenja v pomembnem številu sedanjih rejništev sploh ne gre za vzgojo in varstvo otrok, temveč za vzgojo in varstvo odraslih, poslovno sposobnih oseb, ki jo izvajajo druge odrasle osebe, velikokrat manj usposobljene od vzgajanih in varovanih.